Dame in gospodi, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Morda ste zasledili, da so v eni od trgovinskih verig ugotovili, da je konopljino olje napačno oziroma ima napako preveliko vsebnost THC-ja. Zato so to olje seveda tudi umaknili iz prodaje. Skoraj istočasno pa sem dobil klic tudi enega zaskrbljenega občana, ki je na nek način, bi lahko rekel, posredno tudi oškodovanec zaradi tega, in zato sva se danes dobila tukaj z gospodom Brankotom. Gospod Branko, dober dan. Ja, dober dan. Torej, dajte povedati, kakva je torej ta vaša težava. Dobro, jaz nimam težav, mislim, posredno jih imam. V bistvu jih ima moj foter, 83 let star penzionist, ki je v cajtu korone, ko je imel ogromno časa, ker niti na sprehode ni hodil, pa v trgovino, pa to, kar pač upokojenci delajo, veliko prebral o učinkih konoplje. Vzemite konoplo, vse skupaj lahko date na stran, konopla vam vsem pomaga. Tako da me je že začel spraševati, rekel, čuj, ti si, daj to probo kadit, pa to se nekaj foter, daj, ne seri. Zrihte, se neko ne kupi si to ti, kaj so zadeve v trgovina, in tako si on kupil to bio olje. In na to je to bio olje imelo neko vsebnost THC-ja, kar ne bi smelo imeti načeloma, ne? Ja, načeloma ne. Mojemu fotoru je po narekovaji tako pasalo, da prvo si je sklepe mazo, pol je to že zjutraj pil, na kar so tudi sta z mamo vse mogla doma v tem pohat. Čeprav materi ni bilo dobro in je tudi po kosilu vedno pol do 6 ur spala, ampak sva se njemu to ni čudno zdelo, ne. Praktično začel na novo živeti, ne. Vpisal se je fitness, odhodili so me pač enih 6-krat klicali, ki je dal mojo številko za kontakt, da potem, ko si je naložil 190 kg, da bo dvignil, se je po 20 minut pa 1 uro joko, ker je pač menjava razpoloženja značilna, ne, za ko si to začneš v telo davati. Vsaj 3-krat na teden me je klical, da ima toliko energije, da bo šel navzaj svati delat. Sem rekel, sem šel tja, sem rekel, fotor, kaj bi nehal, jaz imam svoje življenje, bi nehal, prosim, srati. Je rekel, ok, če me ne pustiš svati nazaj, tam, ko sem bil delovodja, pa bom šel za Volt vozit hrano. Ne morem verjeti, ja, res? Namreč kupil si je cestni bicikl za 3 urje in ko me je kolega klical, čuj, ne bi te rad motil v službi, ampak tvoj foter ti ši bicikl po Malečniškem bregu gor, oblečen tekmovalno, tako da snemajo dokumentarec, kak bo enkrat Roglič, ko bo star. Ustavil je promet, malo se je smejal, malo klev, malo joko gor po bregu, skratka najmanj je gono. Red si ne da nič. Eden od njegovih vrhuncev je tudi, da se je doma pač življenje spremenilo za 600%. Namreč z materjo sta skupaj krepko čez 150 let stara, tako da si znate predstavljati. Ob tem, da ko ga vrže, ko spi, ker te on spi, mu mati je redno svečo pred usti prižiga, ker ba je zine, pa ni nič od njega, tako se je vlego, tako stane po 6-7 ur. Jo je tudi zjutraj pri enem takem rutinskem opravilu, ki traja že 50 ali več let, ko mati turško kavo skuha in počaka zraven, da se kava vsede, je prišel odzadi. In je rekel, glej ti njo, kaj ti delaš? Pa rekla, kavo kuham, čakam, da se vsede. Ja, te pa se ne bi ti med tem še malo vsedla. In ko se mati obrnila, je valjda skup zlezla. Mati mi je svoja zgrožena povedala svojo plat zgodbe, malo pač vse skupaj je zapakirala. In me prosila, če bi lahko garažo izoliral, da bi šla tja noč živeti. Sem rekel, mati, se sem jaz menil z njim, zdaj ne seri, pa tudi cirkusa dela še dodatnega. Medtem, ko mi je foto rekel, čuješ, pubec, mislim, tebi pa vem, tak ti si član družine, edini sin pa to, ampak čas si mogel malo menjati, ne? Ker stara zadnji skup padla, ko sem pač nekaj hotel, ne? Tako sem jo še mogel 20 minut ribati, prednostnjo rukno. Z vsemi podrobnosti pač, ki so sledile, tako sem rekel, res hvala, ata. Problem pa je to zdaj, ker tega olja več ne bo in stari se je navleko tega, ne? In zdaj, če mu damo ono, kaj nima nič not, so sosedi v nevarnosti. No, jaz upam, da boste rešili, gospod Branko, res zagata, ki jo imate, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.